Dober dan, prav lepo pozdravljeni, dobrodošli prav vsi na Slovenski matici v okviru Koroških kulturnih dnevov v Ljubljani za letošnje leto 2024. Najprej topel in lep pozdrav seveda današnjima gostoma, ki bosta predstavljala tudi gledališko dejavnost Slovencev na Koroškem. Pozdrav predsedniku kluba Koroških Slovencev v Ljubljani, profesorju Janezu Strgarju, ki tako skrbno, s takim entuziazmom in seveda neizmerno energijo ob pomoči drage Vanje, za katero vemo, da se vedno skriva v ozadju, a je neprecenljiva, in seveda profesorice Lidije Golc, uspe izpeljati izredno obsežen in tudi zelo, zelo dragocen program, na katerem se predstavljajo slovenska dejavnost, tako umetniška, literarna, glasbena, tudi gledališka, Slovencev, ki živijo na avstrijskem Koroškem. Lep pozdrav tudi predstavnici Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in vsem vam, cenjeni dragi obiskovalci in obiskovalke. Slovenska matica je tisti prostor, kjer se je tako rekoč rodila sintagma o enotnem slovenskem kulturnem prostoru. Izrekel jo je akademik, profesor dr. Bogo Grafenauer, tudi nekdanji predsednik Slovenske matice, in v bistvu je s to sintagmo povzel duh, ki ga Slovenska matica zagovarja od samih začetkov. Bila je tista, ki je poudarila od leta 1864 dalje, da je Slovenija povsod tam, kjer se govori slovenski jezik in kjer živi slovenski živelj. In morda celo veliko bolj kot nekoč moramo to misel obnavljati, krepiti in gojiti v 21. stoletju, ko se nas poskuša utopiti tako rekoč v ideji globalizma. Vemo pa, da bomo lahko spoštovali različnost in drugačnost drugih, samo če bomo najprej znali določiti svoje lastne posebnosti, torej svojo lastno slovensko identiteto, svoje lastno slovenstvo. V slovenski jezik smo vrojeni. Ni to nekaj, kar nam je bilo dano po naključju. Če smo vrojeni, to pomeni, da smo s tem, ko je naš materni jezik slovenščina, mislimo na drugačen način kot drugi, izrekamo v svoji specifični dvojini ljubezen na enak način, na drugačen način kot drugi in seveda tudi v skladu s svojimi mislimi delujemo na poseben način. In to poskušamo ohranjati s takimi dogodki in srčna hvala vsem, ki ste danes tukaj z nami. Zdaj pa predajam besedo profesorju Janezu Strgarju, da seveda pozdravi v imenu organizatorjev. Hvala lepa za pozdrav predstavnici gospodarici tako rekoč hiše, ki nas gosti Slovenske matice, ki jo je tudi predstavila k njeni predstavitvi matice. Bi samo še dodal, da je Bogo Grafenauer, akademik, naš profesor zgodovina, seveda porodo Korošec, Ziljan, da je bil hkrati predsednik Slovenske matice in hkrati predsednik kluba Koroških Slovencev, tako da ta povezava je z njim, pa potem z menoj naprej, še pa z Danielem Grafenauer, pa Lidijo Golc, med matico in klubom je kontinuirana in živa. Jaz se pridružujem vsem pozdravom, vsi ste nam dragi gostje, ker gre za veliko specialno prireditev, nismo pričakovali 100 obiskovalcev in se ne bi zdelo, da ta nova prenovljena dvorana Slovenske matice je prav primerna in bomo videli,
da je res. Jaz bi k pozdravom še kar dodal, da ne bi izpadlo preveč samohvalno, kaj smo vse naredili. Cele kulturne dneve in dejavnost tudi našega kluba, pa tudi Društvo Slovensko-avstrijskega prijateljstva, ki je v Ljubljani drugi soorganizator teh dni, poleg obeh osrednjih organizacij, ki sta tudi predstavljeni, tudi Slovenske prosvetne zveze in Krščanske kulturne zveze. Danes prihajajo Slovenske prosvetne zveze, Mitja Rovšek je poslovodja, predsednik, poslovodeči predsednik, ali kako vse te funkcije, ne, ja. Je seveda urad vlade za Slovence po svetu, podpira dejavnost obeh teh združenj tukajšnjih in posebej še tudi kreditev koroških kulturnih, ne bom rekel, in to sami povedal, da nimajo dovolj denarja, bi radi več, ampak tako je. Ni manj kot lansko leto. Avstrijski kulturni forum je tokrat prvič tudi klubu nekaj za kulturne dneve, ne drugič, drugo leto bo prispeval, no, še more priti. In prvič smo dobili celo sponzorja, Moro, to je družba za plemenite kovine, zlato. Tako da je vse skupaj, ne, znese, da bomo vedeli res bogat program. Še toliko opozorim, tu imate še nekaj vabil podrobnejših na tiste dogodke, o katerih smo vas obvestili v naših elektronskih obvestilih, pa preko medijev, ne, 2 predstavnika imamo tukaj, ki zvesto tudi napovedujete in poročate. In po noči sem pa poslal še dopolnjen program, ker smo včeraj dobili za predzadnji dan. Letos se je dogodilo, torej 13. april, že po velikonočnih praznikih, da je torej interes tistih, ki bi se radi vključili v koroške kulturne dneve v Ljubljani, je narastel, tako da danes popoldne je na uradu posebna predstavitev Lare Vovk, ki bo drug teden igrala v družini, jutri oče njen odpira razstavo v galeriji Zveze društva slovenskih likovnih umetnikov in lutkarji so se pa poleg tega običajne predstave v mini teatru, ki je bila spet razprodana, so pa se najavili in smo pač sprejeli še predzadnji dan pa ob 50-letnici koroškega lutkarstva v mestnem lutkovnem gledališču je pa 5 prireditev imate tudi tam navedenih. To smo pa šele včeraj lahko vključili, podrobnosti pa še sledijo. Mikrofon je vajo, dovolj vaš, tak, izvolite, izkoristite ga. Ja, lep pozdrav s strani Slovenske prosvetne zveze in Julije in mene seveda. Jaz bom danes več ali manj asistiral Juliji, ker Julija je vodja tega projekta Slogled. Ideja za ta projekt se je porodila na pisateljskem srečanju leta 2022 na Obirskem in potem smo se na Slovenski prosvetni zvezi odločili, da bomo postavili prvo ogrodje za tako zbirališče v digitalni obliki vse gledališke dejavnosti na Koroškem. Julija je potem pričela lansko leto maja z delom in zbiranjem in seveda postavitvijo spletne strani, to se pravi osnovnega konstrukta. In danes je v bistvu prvič, da to predstavljamo javnosti. Ne bom pa zdaj preveč povedal in predajam besedo Juliji. Ja, to zdaj povedam. Dobar dan tudi z moje strani, lepo, da sem lahko tu z vami danes in predstavljam ta naš projekt Slogled.at, ki je nekaj čisto novega, spletna stran v Koroško-slovenskem gledališču. Ja, bi pa začela. In sicer gledališče in gledališka dejavnost štejeta med najpomembnejše in najuspešnejše oblike kulturnega delovanja koroških Slovencev
Gledališka dejavnost je prav tako pomemben del identitete koroških Slovencev, saj ima poleg zborovske oziroma pevske dejavnosti zelo staro tradicijo v velikem številu društev. Aktualno premorejo koroške slovenske gledališke strukture okoli 20 premier in več na sezono, in to v vseh starostnih skupinah, pri čemer je število otroških in mladinskih predstav znatno višje od odraslih, katerih je trenutno le nekaj na leto, ampak tudi te so, ampak otroška dejavnost je pač bolj intenzivna. No. Vidimo torej, kako pomembna je skrb za delo z gledališkim naraščajem, ki od tega dela profitira na več ravneh, tako na jezikovni, kot tudi v tem, da se naučijo nastopanja, pridobivajo samozavest in druge veščine, ki jim pač pomagajo v celem življenju. Ena izmed značilnosti te gledališke dejavnosti na Koroškem je visoka stopnja organiziranosti, strokovnosti in profesionalizacije, tako produkcijskih pogojev kot gledaliških akterjev samih. Mislim, v vseh teh društvih so vedno profesionalni režiserji, ki prihajajo iz Slovenije, ki delajo z otroki in z odraslimi, in to se potem razvija tudi v to, da velik del teh, oziroma del teh, ki so igrali v otroških mladinskih skupinah, se razvijajo naprej, grejo študirati na AVRFT ali pa na druge univerze in razvijajo sami tudi svoje gledališča ali pa sodelujejo v drugih večjih produkcijah, so nastavljeni v Sloveniji, tudi v celi Avstriji na gledališčih. Tako da, kot vidite, vsako leto 20 premier, to smo že imeli danes. Za priprave svojih predstav se velik del teh ljudkovnih in otroških ter mladinskih gledaliških skupin vsako leto konec avgusta odpravi na slovensko obalo v Ankaran, ki je pri intenzivnih vajah z režiserji, pa tudi drugimi strokovnjaki za gib, za jezikovne vaje in tako naprej pripravljajo premiere, ki so potem ponavadi jeseni. Delavnico prireja Krščanska kulturna zveza ob sodelovanju in podpore Slovenske prosvetne zveze in je vsako leto zelo polna, tako da sta 2 tedna, to je razdeljeno, prvi teden grejo prve skupine, potem je ob koncu tedna pa menjava, pridejo naslednje skupine in otroci se zelo radi udeležujejo teh tednov, ker pač poleg intenzivnih vaj tudi veliko zabave, kopanja in tako naprej. Potem rezultat vseh teh vaj in priprav pa poleg premier po društvih deloma lahko občudujemo vsako leto na festivalu ljudkovnih in gledaliških skupin v Celovcu. Na tribuni, ki jo prav tako prireja Krščanska kulturna zveza. Letos je festival potekal od 27. do 29. februarja na 3 lokacijah v Celovcu, med drugim tudi v novem prireditvenem centru Slovenske prosvetne zveze v Ikultu, kjer je v okviru tega festivala tudi bila na sporedu premiera ob 50-letnici Ljudka Mladje. Premiera predstavlja Mrličo Žerec, ki jo vidite, ko vidite sliko tudi tu, in ki bo tudi na sporedu, kot je gospod Stragar ravno povedal, 13. aprila, mislim, v Ljubljani. Tako da tudi to. Potem še k drugim aktivnostim, in sicer imamo tudi ponudbe profesionalnih gledališč, ki niso zdaj koroška slovenska gledališča, in sicer abonmaje, naprimer gledališki abonma Pogled Le, oziroma Pogled Le Plus, kot se zdaj imenuje, ki ga prirejata že dolga leta SPZ, Slovenska prosvetna zveza in KNK center v Šentjanžu, ki smo ga zdaj letos razširili še na 3. lokacijo. Do zdaj smo imeli vedno predstave v KNK centru v Šentjanžu in v Pliberku, zdaj, ko ima pa Slovenska prosvetna zveza na razpolago tudi prostore v Celovcu, v novem prireditvenem centru, smo to razširili, tako da je zdaj nekaj predstav vedno tudi v Celovcu na ogled, kar je zelo dobro sprejeto tudi od strani publike, saj do zdaj te možnosti profesionalnega gledališča v naši prestolnici, razen pač gledališkega praznika, ki je vsako leto do zdaj ni bilo, in tudi zelo radi pridejo tam.
v e-kult, ki je tudi zelo planiran prav za gledališke predstave. Potem imamo še otroški abonma, gledališki abonma za otroke, ki ga prav tako prireja KNK center v Šentjanžu s 6 do 7 predstavami. Tudi ponavadi prihajajo iz Slovenije, lutkovno gledališče Ljubljana, pač profesionalna lutkovna in otroška gledališča, ko vabimo otroke od 3. leta naprej pa tja do 10. na predstave in je zelo dobro sprejeto. Mislim, to je ena ponudba, ki zdaj že 25 let funkcionira zelo dobro in ko eni otroci tako rekoč zrastejo ven, ne prihajajo več, ne pridejo bolj da majhne sestrice, bratci in tako naprej, pa deloma že otroci teh staršev, ki so prej enkrat hodili. To je res ena ponudba, ki zelo dobro funkcionira, pa tudi nam je zelo pomembno, da deloma tudi otroci, ki mogoče doma nimajo slovenskega ozadja, pa hodijo v slovenski pouk, potem vidijo pri nas v KNK centru, ali pa zdaj bo tudi dve predstavi v e-kultu, da pač pridejo v prostore, kjer je slovenščina nekaj čisto normalnega, kjer se ljudje res pogovarjajo, ker nekateri otroci tega ne poznajo, čeprav se učijo v šoli, da se pa to tudi v vsakdanu lahko uporablja, tega pa mogoče še ne poznajo tako in je fajn ponudba. Potem je še seveda gledališki praznik Krščanske kulturne zveze, ki je vsako leto 8. decembra, ko je vedno mestno gledališče v Celovcu, pač kraj za naš koroške Slovence, kjer si lahko ogledamo potem predstavo iz Slovenije. Lani je bila na odru predstava drame Maribor, ne vem, kaj so letos že nekaj izbrali. To je tudi neka ponudba. Pa drugi gledališki abonmaji, naprimer in čas so imeli tak abonma v Selah tudi, tega zdaj, kako jaz vem, že nekaj časa ni več. Ali pa na Zili, Slovensko prosvetno društvo Zila ima tudi abonma za otroke, ko tudi prihajajo lutkovne skupine pač tja. Tako da lahko povzamemo skupno s ponovitvami med društvenimi gostovanji v Italiji v zamestju ali pa tudi v Sloveniji. Po statistiki, ki jo vodi Andrej Leben, oziroma jo je vodil dolgo časa, pridemo na okoli 200 predstav na leto, če vse abonmaje tudi dodamo pač vse skupaj, kar je res lepo, veliko število in res vidimo, da kako pomembna je ta gledališka dejavnost na različnih ravneh za nas koroške Slovence. In ker je to, mislim, vsakoletni seznam se tudi vidi v koroškem koledarju Slovenske prosvetne zveze. To je dolga leta pač tudi upravljal profesor Leben. On je zbiral vse podatke in vse te predstave so vedno na koncu slovenskega koroškega koledarja za prebrati. Zdaj to že nekaj leta ureja Aljaž Pestotnik. Je pa zelo dragocen vir tudi za naše delo, za ta spletni portal, ker seveda tam mi nimamo vsega v glavi, tam je pa res vse zbrano in je super ponudba tudi to. Zdaj pa k današnji temi, k spletnemu portalu Slogled.at. Najprej bi se rada posvetila vprašanju, zakaj sploh potrebujemo tako spletno stran, kako je prišlo do ideje, da jo pač naredimo. In kot je že Mitja omenil, je zamisel imel profesor Leben, Andrej Leben, ki se že dolga leta ukvarja s tematiko, ker je pač kot rečeno v koroškem koledarju to urejal in tudi v svojem znanstvenem delu kar veliko se bavil s tematiko koroško-slovenskega dvo- in večjezičnega gledališča. In
On je imel v bistvu idejo, da bi po vzorcu spletne strani Slolit.at, ki jo urejamo v KNK centru, kjer sem jaz tudi poslovodja, ki že obstaja zdaj kar nekaj let, mislim, da okoli 20 let. Slolit.at, ne vem, ali to poznate, to je en online leksikon koroško-slovenske literature, ki je zelo priljubljen in ga zelo veliko uporabljajo. In Andrej Leben je pač imel idejo, da bi po tem vzorcu naredili tudi takšen portal o koroško-slovenskem gledališču in od tega Slolita prihaja tudi ime Sloglet. Ja, tako smo se tega dela potem pač lotili. Nositelj projekta je, kot rečeno, Slovenska posvetna zveza, vodja projekta sem jaz in tehnično nam je spletno stran uredil Augustin Male. Mlajši, ja, ne starejši. Augustin Male mlajši, ki je zelo veliko za Slovensko posvetno zvezo, pa tudi za druga društva dela na tem področju in nam je to kafe naredil. Znanstveno svetovanje je prevzel že večkrat za imenovanje Andrej Leben. Projekt zdaj deluje od leta 2023 naprej. Maja smo začeli z delom in smo zdaj zaprosili, da bi ga nam strani urada zveznega kanclerja, ki ga je do zdaj financiral, tudi financirali naprej. Zdaj čakamo na to odločitev. Mislim pa, da ne bi bilo težav, ker pač res še nismo tako daleč, da bi rekli, ok, projekt je zaključen, kar v bistvu je tak portal, tak nikoli ne more biti, ker je gledališka dejavnost nekaj povsem dinamičnega in naj bi pač to vedno bilo aktualno po eni strani, to je en velik izziv. In pa tudi ta arhivacija, ki je tudi ena zamisel bila za tem, da pač res postavimo na noge nek arhiv, ki naj bi segal čim dlje tudi v preteklost. To je mogoče celo večji izziv kot aktualno dogajanje, ker pač res zelo veliko dela za tem, da se tudi en tak arhiv postavi. Tega arhiva zdaj v bistvu itak še ni, ampak tam naj bi pač ljudje, ki se zanimajo, našli tudi podatke o res preteklih predstavah, mogoče plakate, besedila in tako naprej. Ja, glavni cilji so bili pač ustanovitev take spletne strani v slovenščini in nemščini, ki naj bi ponazarjala res vse dvo- in večjezične ponudbe na področju gledališča in pa, kot rečeno, arhiv za gledališka besedila, posnetke, slike, plakate, kritike in tako naprej. Tako da bi res to ena celota bila, ki zajema pač vse. Potem posnetki v arhivu, ki jih hočemo postopoma vse dodati, naj bi prišli deloma pač na novo posneti video posnetki in pač tudi z naše spletne strani, ki jo ima Slovenska posvetna zveza zdaj že nekaj let, Kino v karanteni, ki ga mogoče tudi poznate. Sodelovanju, mislim, da je že Krščanska kulturna zveza tudi nazval, je nastala v času korone, a ne ta ponudba, ko pač ni bilo prireditev, da smo postavili posnetke gledaliških predstav, videoposnetke, pesmi, filme, vse, kar pač ustvarjajo koroški Slovenci na ta spletni portal, kjer je pač to zdaj na ogled. In z te spletne strani bi pač vzeli tudi, mi smo deloma tudi že vzeli videoposnetke gledaliških predstav, ki so in bodo na ogled zdaj tudi na Slogledu. Ne vem, kako bo s kinom v karanteni šlo naprej, bomo to spletno stran naprej imeli, ali se bo zaprla to. Mislim, da bomo to ali imenovali ali pa prenesli v skupni projekt Slovenščino doživeti, ki ga sigurno poznate. Del tega bo šel v projekt Slogled,
In jaz mislim, da se bomo morali znebiti tega izraza karantene in ga malo pozabiti. Nam je samo škodoval, se mi zdi. Ja, o ciljnih skupinah, in sicer so ciljne skupine pri tem portalu tudi različne. Po eni strani naj bi nagovarjalo vse ljudi, ki iščejo informacije o koroško-slovenskem gledališču, v katerikoli namene, naprimer znanstvenike, novinarje, ki pač iščejo karkoli, da pač tam najdejo, naprimer kakšne podatke o igralcih, režiserkah, predstavah aktualnih ali starejših. Potem seveda tudi publika, ki se zanima mogoče za aktualne termine, zato je na spletni strani tudi koledar, ki je zdaj zaenkrat še provizoričen. Bo pa vgrajen v to spletno stran tudi nov koledar koroških Slovencev, ki ravno nastaja na spletu, kjer bodo družbe lahko vnašale vse termine in tam se lahko bolj z nekim filtrom tudi koliko čez cenijo vse gledališke predstave in to bo, upam, da tehnično možno, da potem tako kot na slogled dobimo samo termine za gledališke predstave. In tretja zelo pomembna skupina, ciljna skupina so pa gledališčniki sami, predvsem mladi, tega do zdaj še ni. To je pač nadaljna stopnja potem projekta, ker želimo tudi eno tako kot spletno gledališko šolo ustanoviti z videoposnetki, kjer mentori, režiserji, ljudje, ki se že dolga leta bavijo s tematiko, posnavajo neke govorne vaje, vihalne vaje, tak kratki videoposnetki naj bi to bili, ki bi za mlade gledališčnike potem bili v pomoč pri delu, pri vajah in tako naprej, pa tudi tehnični nasveti. Potem je še ideja, da bi nek blog nastal, kjer bi vabili potem gledališke ustvarjalce, ustvarjalke, da nam v določenih časovnih razmakih pač nekaj napišejo, če imajo kakšne ideje. Ja, tako da bi pač ciljne skupine bile različne, po eni strani publika, po drugi strani pa gledališčniki sami, ki bi tudi profitirali od te spletne strani. Zdaj pa pokažem spletno stran, se to je. Tako zdaj izgleda pač štartna stran. In sicer tu vidite, tu so zdaj termini, kjer bo prišel pač tale koledar bolj, upam, da kmalu. Potem imamo tu na strani pač informacije o abonmajih, lahko pogledate na pogledle informacije. Kakajček, pa vedno tudi z možnostjo tu program letošnji in tudi za download kot PDF. Isto za tribuno. Tu na prvi strani bojo, oziroma so pač vedno aktualne vesti, zdaj nas čaka v petek premiera nove otroške predstave Teatra Rampa. In tu smo pač tako razdelili, da si lahko gledate različne skupine z iskalno funkcijo tudi in je pač možnost po iskanju po vseh mladinske, odrasle, otroške, profesionalne gledališke skupine. Jaz vam bolj na primeru dveh takih skupin vam pokazala, kako smo to zgradili. Potem je možnost iskanja tudi predstav, ko seveda zdaj bom vedno tudi reči, da res še ni popolno, ker jih je res ogromno. Pa tudi tu smo tako razdelili na odrasle, otroške in profesionalne. Tu smo vzeli otroške in mladinske, pač pod eno geslo. Potem so akterji. Tu je razdeljeno pod igralce, režiserje in druge vloge, pač dramaturgi, scenaristi in tako naprej. Potem pod rubriko Poglej bojo pač na ogled videoposnetki in so nekateri že, to je Gusti Male, zdaj že z kina v karanteni. To zdaj še ni urejeno po letih, pa tako, to
to ne bi bilo še potem nekako kronološko ali pa tudi po društvih. In pa pod rubriko še o gledališču bo pa različna besedila. Kot prvo smo zdaj, kad nam je Andrej Leben napisal zelo obširno besedilo o slovenski gledališki dejavnosti na Koroškem v zrcalu časa, ki je zelo dolgo in zato pa ni na spletni strani tako, temveč kot PDF za download, če koga zanima. In to bo potem vse tudi še prevedeno v nemščino, tako da je tu vedno tudi možnost prevoda. Zdaj bi pa pokazala na premieru. Kot prvo skupino sem izbrala pač že omenjen teater Rampa, ki je bilo na novo ustanovljeno leta 2022 in je v bistvu prvo in edino profesionalno gledališče na koroških Slovencev. Sicer so tu še druga gledališča, ampak ta so pač bolj nemško govoreča, kjer tudi sodelujejo koroški Slovenci, ki včasih sodelujejo v koprodukcijah ali pa so nekako drugače povezani. Ampak tak, da je bi prav koroško-slovensko gledališče bilo pač Rampa prvo. In sicer bo izgledalo to vedno tako, da so tu na ogled slike predstav, ki so jih imeli, ki jih bojo imeli, kratek opis, potem spodaj pa seznam predstav, recimo lahko kliknemo na Emigrante, to je bila na Realiste, to je bila zadnja, zdaj je zelo uspešna predstava, ki so jo imeli in jo bojo tudi še ponavljali aprila v Celovcu. Pač skupina vedno, Groma ležijo, leto, kdaj je bila premiera, opis predstave, plakat, če ga imamo na voljo, je vedno tudi potem sodelujoči s slikami, od teh, ko jih pač to zdaj imamo, in slike iz predstave. Potem se pa pride tako rekoč od režiserke, na režiserko se lahko klikne, ko pridemo, tako pa izgleda po rubrika Akterji. Alenka Hajn je režiserka teatra Rampe, ki do zdaj ona se je režirala. Tudi kratek življenjepis. To se to potem lahko preklopi tudi na nemščino. In tu spodaj so pa njene predstave, se vidi, ona je zelo, zelo aktivna. Ker to niso samo predstave teatra Rampe, temveč ona je tudi zelo veliko dela z otroškimi mladinskimi skupinami in v čisto različnih društvih, v Selah, v Šmihelu in pač začelo se je pa v Šentjanžu, ker je pač ona preko Martina Mošica zelo povezana z Šentjanžem in teater Rampa se je razvil iz društva v Šentjanžu, kjer so pač začeli z mladinskimi skupinami in iz teh mladinskih skupin, iz te mladinske skupine se je potem ta profesionalnost razvila in pač ta želja bo res profesionalnem gledališču. Tako da bi zdaj tu preko tega lahko prišli, če bom našla. Paciva Labyrinth, naprimer, je pač ena iz Šentjanža, ko lahko potem kliknemo vedno tudi na društvo, SPD Šentjanž in tu so skupine. Preko tega zdaj pridem do naslednje skupine, ko bi vam tudi rada pokazala največjeno. Otroška skupina, gledališka šola SPD Šentjanž, ki tudi že dolga leta deluje in jo pač takrat ustanovil Martin Mošič in je Alenka Hajn, kot rečeno, bila tam dolga leta tudi režiserka. Tu vidite, je vedno povezava na društvo, se tudi lahko pride na spletno stran društva. Na začetku je nekaj slik, to je pač zdaj aktualna skupina gledališke šole Šentjanž z aktualno režiserko Niko Burgan. Pa nekaj plakatov. Pa tudi spet kratek opis.
društva oziroma gledališkega delovanja v tem društvu, potem predstave. To smo zdaj omejili na predstave zadnjih par let, ko so bile pač Pazi miška, Enkrat okoli sveta. To je pač zdaj so predstave te skupine, ki je trenutno aktivna. Zadnja je bila Enkrat okoli sveta, to je bila premiera 13. oktobra 2023. Vidite, je spet isto zgrajeno kot pri vseh predstavah. Kratek opis vsebine, katera skupina, režiserka, se ide tudi lahko spet na njen življenjepis in spodaj spet, ona je tudi v Čovsu aktivna. Še malo daljši opis predstave, potem sodelujoči, imena otrok, ki so v skupini, slike te predstave in pa tu smo zdaj tudi že prvič poskusili s tem posnetkom, ki ni bil še seveda v kinokaranteni, ker je novejši. In v ta namen je zdaj Gusti Male tudi nam naredil en YouTube kanal za Slogled in preko tega naj bi potem večinoma prihajali tudi ti posnetki, lahko se kratko. Tu bo pač potem od teh predstav, ko jih imamo. No, zdaj pa potujejo s portalom okoli sveta. Tako da zdaj potujejo okoli sveta in ja, to je skupina, ki zdaj že nekaj let v isti konstelaciji in se res vidi, kako fajn so se razvili. To je zdaj zadnja predstava, kot rečeno. Prva je bila Heja Umara, so bili še vsi čist majhni pa tako in se res, če se to dosledno dela, se res lepo razvijajo otroci in tudi nastopanje na odru. Zdaj so s to predstavo tudi pri tribuni in zelo dobre odzive dobili. Tako da se to res splača. Ja, kot rečeno, res je režiserko, zdaj bi lahko še prišli na drugo. Ona je pač naprimer tudi bila še pri Bilki. Tako bo pač to bolj zgrajeno, da se pač da so vedno povezave na eni strani na vse mogoče druge rubrike. Ja, to je v bistvu to, kar imamo. In upam, da bomo čim prej res vse napolnili, kot rečeno je kar veliko dela s tem, ker je res ogromno vsebin. Ampak mislim, da smo na dobri poti in bi pa zdaj to razvijanje v dve smeri šlo, kot sem itak že omenila, in sicer to aktualno dogajanje naj bi pač bilo v vsem obsegu zajeto, kar pač potrebuje res precej ažurno delo, ker
se veliko dogaja, predvsem jeseni in potem spomladi, seveda poletje, potem imamo manj tega. Poleti se pač potem čas lahko tudi uporabi, da se dela pač v drugo smer, ki je še pomembna in sicer za nadgradnjo arhiva z besedili, posnetki, plakati, predstavniki še manjkajo. Hvala. Kakšna vprašanja? Ali volje? Jaz bi samo to rekla, da ko sem videla zadnjo predstavo Lutkovno jajce, govorite, kako gre ta razvoj od malih otrok do velikih, ne otrok več, ampak odraslih, čudovit razvoj. Ta predstava Jajce v mini teatru v soboto, računite, da je bilo totalno polno, čakalna vrsta, kar se redko dogaja za gledališke predstave pri nas. In odziv otrok je bil tak, naših otrok, mislim, ki so gledali, kot da bi bili oni na odru. Oni so tako živo spremljali in še kar sem opazovala starše. Tako so se smejali, tako jim je bilo, torej predstava je bila enkratna, ampak s tem hočem povedati, da mi vedno, ko povabimo lutkarje v Ljubljano, so te predstave vedno brezplačne z enim najpomembnejšim ciljem, da bi pri majhnih otrokih in pri starših vzbudili en pogled tudi na drugo stran čez Karavanke in to jim tudi vedno povemo, potem, ko se pogovarjamo. In nekdo me je celo vprašal, je rekel, zakaj pa oni rečejo vedno No, to sem se spomnila. Tako da hočem reči, da so bili res prisotni in to je tisto, kar mislim, je upanje, da bo torej slovenščina ostala živa in to pa, zdaj pa samo še to dodam, ko je bil nedeljski koncert, kjer so nastopile samo mlade skupine, mladina, nobenih starejših, nobenih, bom rekla, nas že utrujenih, ampak bila je radost, veselje, nobene, nič nazaj, ampak samo naprej. In to mislim, da s tem tudi to dokazujete, ker toliko predstav, kot jih ima in na Koroškem je, da je to čist nemogoče. Čestitam. Mene pa zanima, kako poteka to sodelovanje s slovenskimi gledališči tu, s gledališči iz Slovenije, pri teh abonmajih, ki jih imate. A je veliko pripravljenosti za sodelovanje, za nastopanje tudi pri vas, ali imate tu kakšne težave? Oziroma, katere gledališča pridejo? V abonmaju je tako, da pač so sama profesionalna gledališča in seveda pripravljene skladana, ki jih plačaš, a ne? Zato seveda noben ne pride, ker so pač to poklicni igralci in pač profesionalne gledališke hiše iz cele Slovenije. Noben nam pa še nikoli ni odpovedal povabila, tako da seveda pridejo in jaz mislim, da je to zelo važno za razvoj gledališke dejavnosti na Koroškem, ker to je tudi nekako en vzgled našim igralcem, kako uporabljati jezik na odru, kako se gibati na odru, tudi tehnično, to je veliko bolj zahtevno kot pa naše produkcije, te profesionalne in v nekaterih kulturnih hišah imamo to možnost, da to nudimo tudi našim akterjem. In jaz bi že rekla, jaz imam vtis do zdaj, da tudi zelo radi prihajajo k nam igrati. Tako, igralci pač, a ne? Jaz vedno, smo zdaj že v Kranjkacem to imeli z drame, mestno gledališče, ljubljansko, Kranj, vsi vedno zelo sproščeno in nekateri tudi že dolga leta poznajo, nekaj abonmaja že dolgo obstaja in vedno zelo radi prihajajo. Smo pa seveda omejeni na
majhne predstave, ker pač naši odri niso tako veliki in je to že pri izbiri včasih težavno, da pač nekaj izberemo, ko sploh scena paše na naš odr. Najprej čestitam za ta projekt. Vsi, ki smo bili na Obirskem takrat, ko se je to rodilo, smo samo čakali, da bo zdaj zaživelo. In hvala lepa. Zdaj pa vprašanje, zanima me, če se želite ali pa se mislite povezati tudi z sigledal.org, torej slovenskim portalom. To bi se mi zdelo zelo smiselno. Ja, ta portal nam je tudi bil nekako vzgled, ker je res neverjetno dober in zelo, kak je zgrajen. Ampak jaz imam vtis, da za tem portalom mora biti ogromno ljudi, ker je res zelo obsežen. Res. To je prvič je zelo lepa spletna stran in tako pregledna in čisto vse izveš, kaj se dogaja. Samo dolgo že traja. Ja, vse nam je Andrej Lep, mi je tako rekel, to si tudi oglej, ker z tega portala moram priznati, prej nisem poznala. Smo ga pa zdaj tudi imeli za zgled in bi že seveda bilo fajn, če bi se lahko povezali, pa tudi z ustanovami, z drugimi ustanovami v Sloveniji. Vse nekateri režiserji pa igralci so že tudi na tem portalu. Tako, ja. Tako da ta povezava je nekako zelo logična. Seveda so tudi nekateri naši igralci tu v Ljubljani zaposleni, živijo tu, drugje v Sloveniji, tako da bi bilo jasno, da bi treba bilo to narediti. Vse spoznam ustvarjalcev, tako da lahko vas povem. Ja, super. Jaz mislim, da bomo mi najprej to ogrodje, ki smo ga zdaj postavili. Se sem tako zapovezalo za mene. Ja. Ker so čisto normalni. Ne bo Rač, kaj se Zagreb hotelno. Sad ti niso, ta mora pa samo, zdaj čisto redo. Garači so, popoti. Če smem morda še jaz. Kar zadeva ta slovenski portal je seveda močno financiran na strani Ministrstva za kulturo v višini, mislim, da 70.000 evrov letno, tako da je to bistveno večja razlika. Tako da je seveda potem tudi oni imajo dogovore, da morajo gledališča pošiljati informacije, dostope, fotografije in tako dalje. Tako da je to seveda cela organizacija na tej profesionalni ravni, zato je še toliko večji poklon velja vam, da ste enako pregledno, se mi zdi, stran naredili, zelo pregledno, tudi vizualno močno, tako da črke dovolj velike in tako da res iskrene čestitke. Me pa zanima, kako uspete v tej seveda digitalni dobi integrirati nove mlade, ker se mi zdi, da je to pa največji problem trenutne gledališke dejavnosti na Slovenskem. Kako seveda razvijati ravno na tej mladinski in otroški ravni odnos do gledališča, ker se vedno manj vključujejo v to. Tega problema, da bi se manj vključevali po nas mladi v gledališko dejavnost, ne vem, ne vidim zdaj še v društvih. Kaj pa že opažam je pri publiki potem, pri otrocih še ne, pri Kakajčku naprimer, seveda dvorana polna pride 80-90 otrok, ampak potem, ko gre za abonma za odrasle, je pa publika zelo, bi rekla, že starejši semester. To je pa nekaj, kar me zdaj, odkar delam na tem področju, že zelo nekako eno vprašanje, ki me zelo se bavim s tem, kako bi lahko tudi mlajše pritegnili do tega, da bi potem prišli tudi, otroci še pridejo, pol pa ne vem, od kakšnega 18. leta, pa 15, mislim, ko so pol mladostniki, ne prihajajo več, mogoče je tudi en razlog seveda, da študentje odhajajo in jih ni. Pa potem seveda, ko imaš otroke majhne, je tudi težko zvečer hoditi v gledališče, to je mogoče tudi nekako, s tem si tudi deloma razlagam nekako ta razpon v publiki,
potem, ko so otroci iz hiše, starši spet grejo lahko, tudi pri mojih starših ni bilo drugače, ampak kljub temu bi mi bilo to pomembno, da bi nekako tudi prišli mlajši na te gledališke predstave, ker so res zelo kvalitetne in zelo moderne tudi deloma. Lahko še nekaj vprašam. Omenili ste, da je okrog 20 premier na leto. Okrog 20 premier imate na leto. Koliko od teh pa pride potem tudi v Slovenijo? Zdaj, videli smo v soboto veliko žejo slovenskega občinstva, po eni ljudkovni predstavi in tudi prejšnja leta je bilo tako, lani, če se ne motim. Koliko teh 20 pa recimo potem pride tudi v slovenske oddaje? V Maribor pridejo zagotovo, ne? To bo najboljše lahko povedal Janez, ker v bistvu v glavnem pridejo na Koroške kulturne dneve v Ljubljani in pa v Mariboru, ne? Tako da jih je, koliko jih pa je na leto, enih skupno z Mariborom mogoče 7. V Mariboru hodijo, da imajo drug stil, hodijo potem po šolah. To je ravno kar rekel Daniel Grafnar, ko smo se prav o tem pogovarjali. Oni imajo sistem, da gostujejo po osnovnih šolah in grejo z vašo skupino, recimo da boste Jajce, pa katero koli predstavo bodo zbrali, pa so lani imeli, grejo kar 5-6 šolovišče v Ljubljani, razen kluba Koroških Slovencev, da bi katere lutke ne, je pa še nekaj, kar organizira Cankarjev dom, to je pa tisto tekmovanje gledališčnikov, tam so pa vedno vaše predstave in so tudi vedno bile odlične, ampak kaj je pa napaka, Cankarjev dom to zelo, zelo slabo oglašuje, tako da mi dva včasih spregledava oziroma sploh ne veva, ker tudi z Koroške ne dobimo te informacije, torej Julija, treba je poskrbeti za to, da tudi, da lahko obvestimo naše ljudi, ker če naše, potem lahko obvestimo tudi medije, ne? In preko tega bi bilo, ker včasih sva bila v gledališču, komisija, pa mi dva. No. Ja, jaz mislim, da teh 6-7, kar sem omenil, bo prava številka. Ja, ni več. Ja, odvisno je tudi od naših društv, pa drugih prirediteljev. Ne vem, se to tudi lahko pove tajnica urednica Slovenske matice, docentka dr. Ignacija Frideljac, ki je prej, ne vem, če sem jo imenoval, ker tako razumem, da vsi veste, da je poznate. Namreč večkrat je odziv pa pripravljenost na sodelovanje ali na kakšni šoli, lokalno, ne. Pa je to, ali pa pri kakšni župni, ali da se da polno dvorano napolniti. Ali pa vrtec, ali pa direktno šola, ne. Tudi v zgodovini teh Koroških kulturnih dni je včasih se mestna občina bolj angažirala ali pa kakšni te šolsko-povrtičkarski odseki ali organizacije ali kakorkoli. Dijaški dom Ivana Cankarja. Dijaški dom Ivana Cankarja, tam so bile predstave, ne. Zdaj, ali sva mitva kriva, ali je klub kriv, da še tega ne stimulira bolj, ne bi rad vzel nase. V tolažbo temu, kar smo vam, ko ste omenjali težavo pri prehodu interesa čez študentsko obdobje in naprej, ne, da potem publika je še malo nekaj starejša, ne, dobro, ja. Bo sam povedal tisto ilustracijo z lanskega leta, ko smo mi na zaključni koncert, tradicionalni, seveda z vedno z dobrimi nastopajočimi v Galusovo dvorano, v Linhartovo dvorano Cankarjevega doma uspeli, mislim, da 280 ljudi v dvorano, ki ima 560 ali 580 sedežev, ne. Hvala Bogu, praznega balkona se ne vidi, tako da je vtis bil dober. Isti večer, pol ure pozneje in tu cene za to edina plačljiva, ta koncert edina plačljiva stvar, edini dogodek, ki je pa s to zmerno ceno 10 € ali pa še preko kluba pa društva
še ceneje. Je bila ta številka udeležencev. Isti večer, pol ure pozneje, je bila Galusova dvorana nekaj časa že razprodana za četverno ceno, tam okoli 40 evrov. Za mlajšo publiko, kaj je bilo na programu glasba iz japonskih in korejskih risanih filmov. Tako da mi sicer lahko tudi za kulturne dneve x-krat na 1600 naslovov, pa z vso podporo medijev vabimo, razpošiljamo, ne? Ampak spet slaba tolažba za vas, ampak opozorilo za nas, ko pa gre preko ne vem kjerih sodobnih medijev, da bo dirka v garaži, ilegalna dirka v garaži na Rudniku ali pa v Trbovljah, nezakonita, škodljiva, nevarna. Tiste pa v 2 urah lahko polno togle, jih ne more ne policija ostaviti. Zaključim, izvolite. Ne, jaz sem pa sam hotela povedati, živim v Notranjih Goricah in imamo abonma in je Ana Rutar je zdaj ta zadnjo naše skladišče režirala in potem so rekli, ker 10. leto ta abonma, da dobimo eno predstavo plus gledališča Rampa in mislim, da dobimo, ko so rekli, kabaret, da dobimo realiste. Ja, tako da to bi bilo dobro, ker v bistvu recimo abonma nas je pol dvorane, da bi še drugi prišli, no, vse Notranje Gorice so bili skončni v zadnji predstavi, po domače povedano. Kot Jan Sjaden imajo, to bo zdaj, ne vem, da enkrat aprila, to bi bilo fajn, ne? Zdi tako malo, ne vem. Prepošljati vabila, pa bomo. Prepošljam ti, okej. Se ne vem pa še datuma, to pa še niso povedali. Ja, no, sej, mi smo tudi včeraj dobili šele za ta 13. program, ne, in sem ga pač do 3 po noč skupaj lepo pa razpošilil in zdaj, če bo še ena taka predstava še v enem kraju, še z enim naslovom, več kot tiste 1600 ali 1650 naslovov dodam, res da, ne, je nekaj sekund, pa nekaj delam, mi je pa po noči, to je tudi poltehnika sodobna, filtri, ne vem za to, ali ker je bil še pripetek zraven, ali ker je bilo preveč linkov, ne, nekateri ponudniki, ti dva, čak je prišlo že 30 naslovov, da je spam, ne, pa ne zgledam prav spamast, ne, da. Mogoče bi še fotografijo malo zelo. Če je še kakšno vprašanje, ja. Dober dan, Koroška. Naslov je iz vaše nedeljske oddaje za Slovenijo. Sem se jo sposobil. Videl sem na ORF-u, ne od vas, ampak od ene druge studije, da so gledališče odprli, zaprav bila je dan odprtih vrat, kjer so kazali, kako se lutke delajo, kako se prašičja glava naredi tako, vse sortano. Zdaj sprašujem, če imate videti, da bi odzadnje videl. Na portalu, če bo kaj, ja se je bilo rečeno, da ja, ne, da so tudi napotki za lučne tehnike, jezikovne in lingvistične. Namen je, da bi potem tudi take posnetke, naprimer, da bi nekdo, da bi posneli video, kako se delajo lutke, seveda kaj takega bo, upam, tudi zaradi navode. Upam, da ste opazili, da je spletna stran, ne, naslov, kamor si lahko ogledate. To vabilo je bilo, upam, da učinkovito, da se bo razmnožilo, da bo obisk velik, torej dobrohotno učinkoval na vaši strani in na naši. Če dovolite, se potem vsem skupaj zahvalim obema gostama in publiki. Ne bom ponavljal, kakšne imamo še programe. Vnaprej tu imate še nekaj gradiv, vključno s tem programom do 14. aprila. Upam, da se vidimo, da še komu poveste, tudi mladini,
pa tisti, ki so aktivni na posameznih področjih, ker program je res od slikarstva do beletristike, do strokovnih, etnoloških, muzikoloških del, pevske zbore, smo že omenili, profesionalne igralke v Ljubljani, diplomirane, verjetno Tone Kuntner ni bil več njen profesor, Lare Vovk, ali pač ne. Tolmajer pa. Je pa tako, da je dejstvo, da je Lara Vovk prišla v slovenski film preko kluba, no? Ali preko Vanje, ne? Pa zdaj v urad tudi smo malo pomagali. Hvala vsem in do prihodnjič. Hvala.